Pozdravljeni. Kdaj gre kmet na plac prodajati svoje krave, svojo čredo? Takrat, ker mora to narediti. Delu čas! Delu čas! Delu čas! Delu čas! Delu čas! Delu čas! Če ne bo šlo, pač ne bo šlo. Torej, kdaj kmet gre na trg prodajati svoje krave? Takrat, ker mora to narediti zato, ker ima velike dolgove, takrat, ker zato nima več krme in dajejo krave premalo mleka, ali pa ker ima načrt, da bo iz kupičkom od teh krav naredil nek nov posel. Recimo, da bo se šel v proizvodno vina, ker se danes to splača. Boljš kot pa sama proizvodna s kravami. Zato sem tudi jaz proti razprodaji, ker na ta 3 vprašanja, zakaj gre kmet na trg, ne vidim v trenutnem programu privatizacije pravih odgovorov. Imamo situacijo, ko karkoli bomo dosegli, ker imamo cilja, bomo rekli, da smo zmagali, da smo dali gol, ker je gol kar posod okoli igrišča. Mislim, da gre res za razprodajo, ker prodajamo na silo, ki je vsiljena od zunaj, ker imamo prave analize tržnega položaja podjetja in ker prodajamo pod časovnim pritiskom. Predvsem pa ne zadnje, tako kot je tudi Bogo Kovač strateškega načrta. Vendar, spoštovani in spoštovani, jaz sem za privatizacijo slovenskega premoženja. Ampak bom pojasnil, zakaj. Se jo prodajam, ker je predraga za mene. Mi imamo približno 10 milijard premoženja po knjigovodskih bilancah v slovenskem gospodarstvu v državni lasti. In to premoženje je v situaciji, ko mora ta država 1,5 milijardo se na leto zadolžiti za to, da imamo proračun sestavljen, to premoženje 10 milijard daje 200 milijonov izgube. Se pravi, če bi mi to premoženje vse skupaj prodali, pa ga dali na banke, bi dobili več denarja in bi se bilo treba manj zadolžiti in bi bila država brez stabilna. Seveda je ta predpostavka hipotetična, ampak dejstvo je, da smo z državnimi bankami od leta 2007 do danes pridelali 3,7 milijarde izgube. Kdo jih je pridelal? Se strinjam, ampak istočasno so privatne banke naredile 400 milijonov dobička. Drug primer, pred 20 leti skoraj smo prodali Savo v Kranju. Ameriška firma, korporacija, dela v Kranju še danes. Kupnina, ki jo Slovenija dobila, se je sprivatizirala in danes v Kranju ni nič več slovenskega. In delovnih mesta več ni. Ne, mene ni bilo nikjer zraven. Tudi ko so se delili krediti, nisem bil nikjer zraven. Neopravičena je stigmatizacija tujega premoženja v Sloveniji. To prinaša v tem trenutku za približno v povprečju 20% višjo dodano vrednost kot premoženje v slovenski lasti. To premoženje, ki je v tuji lasti, je 10-krat bolj dobičkonosno, kot je pa povprečno podjetje brez izgubljanja. Pa pojď pa v Nemčijo živeti, In ne nazadnje. Katarina govori človek. Grem najbolj, da se boste lahko pošli. To ni resno. Čovno zasadnim. Sloveniji ne bo škodila privatizacija. Ti škodaš! Sloveniji škoduje in je škodovala, pa bi lahko še veliko podatkov povedal. Odsotnost pravne države in vsakokratna uplenitev gospodarstva strani vsakokratne politične elite, ki je prevzela oblast. Lepo pozdravljeni. Nekaj takšna privatizacija, kar doživljamo zdaj, je ekonomsko in socialno škodljiva in ta prava beseda je nacionalno škodljiva. Zdaj, moram takoj zavrniti nek argument politikov, ki naj bi bil alibi za to početje. Češ, rekli so, lahko sem pozoren, obnovili smo Brislu,
moramo prodati, ker če ne, izgubimo verodostojnost. Kdo izgubi verodostojnost? Odgovarjam, tisti politiki, ampak tukaj, pri nas, ne v Bruslju, ki so pred volitvami obljubljali in zapomnili smo se, da ne bodo privatizirali nekaterih firm. Ampak za te gospode, ti gospode so bolj skrbeti, kaj mislijo gospode v Bruslju, kot pa naši volivci. To dvoličnost moram ilustrirati. Glejte, pred nekaj časa so slovenski politiki obljubili v Bruslju podporo davku na finančne transakcije. Ideja je ta, da bi bančni sistem s tem davkom vendar vsaj nekaj vrnil ljudem. In večina držav je to podpirala. Nekaj trenutka je rekla slovenska politika, ja, podpiramo. Mine mesec dni, minister za finance gre gor in reče, odstopamo od tega. Zato ga ni bolela glava zaradi izgube verodostojnosti, ker vemo odgovor, zakaj se je to zgodilo. Ves ta proces, katerega smo pričali, to plenjenje, je preprosto rezultat povampirenega kapitala, ki izkorišča zlasti države tukaj na jugu, Grčija, Španija in tudi Slovenija, žal, sodi v to skupino, ki z nekaterimi inštrumenti v bistvu želi pograbiti še tisto, kar je sploh dobrega pri nas. In trije razlogi, zakaj smo proti. Trije razlogi, zakaj smo proti. Nerazumljivo, ni argumenta, da prodajaš podjetje, ki prinaša dobičke, ki daje dobičke v proračun, s katerim se financira socialna država in še marsikaj. Zakaj tako firmo ali sistem prodaja? Drugo, škoda. Mislim, da je to potrebno reči ob obilici argumentov. Razprodaja poteka dobrih industrijskih podjetij. Dobrih industrijskih podjetij, ki so rezultat dela generacij, inženirjev, tehnikov. Gre za dediščino tega naroda, če hočete. Tovarna ni samo seštevek strojev in kapitala, je znanje ljudi in še marsikaj. In če to razprodamo, to prizadela tudi inštitucije na področju izobraževanja, fakultet, ki so soodvisne v tem delu s temi industrijskimi podjetji, za tega smo proti. In glavni argument je, ker kupnina, kakršnakoli že je, ne opravičuje izgubo številnih delovnih mest. In za to gre. Mi poznamo prakso. Vete, na Hrvaškem, Črna Gora, imeli so tudi svoje telekome, imeli so dobičke. Prišel je tujec, kupuje. Kaj se je zgodilo? Tarife je dvignil, ne financira v infrastrukturo in dobički ne gredo na Hrvaško, Črno Goro, ampak gredo pač tam, kjer so lastniki. Tisto, kar mi doživljamo v Sloveniji, je noče biti črno-bel, ampak preveč gorja se je v tem trenutku zagrnilo na delavce. Ta kapital, ki prihaja sem, prvi in glavni cilj je dobiček, ne glede na to, kako živijo in kaj bodo za delavci. In grda stvar se dogaja, preden pride tujc sem. Imamo stare uprave, ki preden pride tujc, naredijo tisto grdo dejanje v podjetju, meče delavce na cesto. V upanju, da bodo, seveda, da bo nov lastnik, ko pride, prijazni do teh uprav. Tisto, kar se dogaja. In cel sistem, vam povem, v tem trenutku ne prenese teh procesov. V nekaterih tovarnah, ko so se delavci pritožili na državne inštitucije, ni ustrezne pomoči. Ko smo zahtevali tudi v nekih pogodbah, da zaščitimo slovenski jezik, ki je drugorazredni jezik v nekaterih podjetjih zdaj. Ko smo rekli zaščititi kolektivne pogodbe z osnovnimi pravicami, uveljavljanjem zakona o soupravljanju, ko smo rekli, ko že ta privatizacija srečno steče, zaščititi delovna mesta, je bil odgovor naših nekaterih politikov, češ, to je nedovoljena državna pomoč. In mi temu nasprotujemo in za tega želimo, zahtevamo,
da naši politiki upoštevajo tudi nekatere direktive, ki zahtevajo, da se pri predajah, pri spremembi lastništva upošteva tudi interes zaposlenih. In da zaključim, hvala lepa za opozorilo, mi se moramo pogovarjati tudi o nacionalnem interesu. To je tabu tema in je zelo namerno pokvarjena beseda. Ampak nacionalni interes v Franciji ščiti nacionalni interes. To je nekaj normalna stvar. Dresdenska banka, nemška, ko je šlo za kupnino, Kitajci so 3 milijarde več kupnine, ne so rekli Nemci. To ni v nacionalnem interesu. Avstrija je prodala Telekom Mehiki, vendar je obdržala pravico, da v ključnih stvareh odloča avstrijska država. In zaključim z besedami predsednika nekdanjega kolektorja, predsednika uprave. Ta je rekel, citiram, če bi šel kolektor v ameriške roke, ga danes ne bi bilo. Zaključim, zadnja misel. Tisto, kar manjka, je pokončna drža naših politikov. Oni imajo moč in oblast. Oni imajo moč in oblast, da res zaščitijo interese tega naroda. Jaz predstavljam Zvezo upokojencev Republike Slovenije in bi vam rad povedal, da smo tudi mi eden od pobudnikov, da se taka okrogla miza danes tudi odvija. Namreč zakaj? Tisti starejši upokojenci smo bili priča, kako je ta v bivšem sistemu, v bivši Jugoslaviji, ta razcvet gospodarstva takrat bil od leta 1953 pa naprej, tudi z manjšimi plačami, z odrekanjem na marsičem, pa so bili taki prispevki, pa drugači, pa samopravni sporazumi, da smo prišli, da smo bili prvi na vasi v Jugoslaviji. Po osamosvojitvi seveda je bilo obljubljenega veliko, blaginja in tako naprej, od katerem ni duha in ne sluha. Glejte, ko smo lansko leto upokojenci na upravnem odboru poskušali dobiti neko strategijo in pa analizo, na osnovi česa je sploh državni zbor sprejel prodajo 15 firm. Smo sprašvali, kdo nam lahko to da. Dejte nam, da bomo videli, ker nam pač ni bilo vseh, že tako zadeva hira, zdaj pa še uradna prodaja še državnih podjetij, to pa nekaj ne poštimalo. Zato smo pravzaprav tudi ugotavljali, a je zdaj tak pritisk EU-ja, a je pritisk lobijev, ki še vedno močno delujejo, ali nas bo prodaja rešila zadolženosti, ali bo šla prodaja morda v gospodarstvo, ali tudi za upokojence demografski sklad, tudi to smo razmišljali, vendar odgovora ni. Morda je napisano, ni take analize upokojence. Zdaj, da je državni zbor to sprejel, verjetno je tam kakšna dokumentacija, pa morda ni dosegljiva. Stališče nas upokojencev je pa tak. Torej, če gledam na splošno, so mi rekli, da naj tukaj javno povem, da smo upokojenci za to, da se konje ustavi. Vendar, iz pravnega stališča, ki je prej že on povedal, je privatizacija pretežno državnih podjetij, ki še niso v postopkih prodaje, ni bil objavljen razpis in pa sprejem zvijoče ponudbe, naj se ustavi in temeljito razmisli o smotrnosti prodaje. Predvsem važno je, da vemo, kaj lahko sami postorimo. Mi delamo tako, kaj lahko postorimo sami v naši državi, da ne gre v tuje roke. Če ne, kdo je možen kupec in kakšen je namen bodočnega lastnika, kakšne dolgoročne razvojne možnosti nudi, v celoti pa se treba izogniti špekulativnim prodajam, ker pri nas jih ni malo. Tujemu kapitalu, smo takole povedali, ki bo prinesel dodano vrednost, je treba omogočiti pogoje za ustanovitev samostojnih firm, za ustanovitev samostojnih ali mešanih družb in na ta način reševati problem gospodarske lasti in zaposlitev v Republiki Sloveniji. Uspešne firme naj se ne utujejo. Im je treba dati podporo na razvoj, ne glede v kakšnem lastništvu so. Naj se več ne kadruje po politični plati. Naj se zadeva pri menedžmentih začne na strokovnih področjih in na ta način bomo prišli tudi do rezultatov. Torej,
bom tu povedal, da je s prodajo uspešnih firm na tuje sesedi tudi razvoj in beh najboljših kadrov, laboratoriji Borzuni in razvojne agencije in pa razvojni oddelki, nam pa ostani Lohnarbeit. To se pravi tisto najslabše, kar je fizično delo. Ne znamo si razlagati upokojenci. Zavarovalnico Triglav, pivovarne, Petrol in še druge, ki so pretežno na domačem trgu. Zakaj se to prodaja? Se spomnite Istrabenza, ko je prodal najboljše punkte o prodaji goriva in tako naprej tujim firmam. To ni potrebno. Jaz bi se zaključil in me zelo zanima, kaj bo na Fraportu, na Brniku. Me zelo zanima, kakšen razvojni ciklus bo ta firma zavzela, ker dobro veste, da je tam rezervirano 92 hektarov za razvoj infrastrukture, kaj pa vsega bomo pa videli, me prav zanima. Jaz sem tamo v neposredni bližini doma in mi kerozin stalno na Salaha laufa, tamo pa videli, če vzaj kaj boš. Hvala lepa. Jaz bi mogoče vodoma odgovoril na argumente, ki jih je povedal gospod Samo Hribar Milič. Zdaj prvič, rekel ste, da so banke pri nas ustvarile 3,7 milijarde evrov. To drži, ampak ni pa res, da so jo ustvarile zato, ker so bile v državni lasti, ampak so jo ustvarile zaradi drugih razlogov. Prvi razlog je, da se je med letoma 2005 in 2008 načrtno usmerilo te banke v to, da so proizvajale tajkune na mesto, da bi proizvajale delovna mesta. Drugi razlog je, da se je v tem času odstranilo kapitalske kontrole, da so se lahko neomejeno zadolževale na novo odprtem evrskem tržišču. In pa tretji razlog, da so spodbujale naš mehurček v gradbenem sektorju, ki je na koncu, ko je kriza izbruhnila, pokopal praktično celoten gradbeni sektor, nam pa pustil milijardne dolgove in 10 tisoče praznih stanovanj. Zato so se banke zadolžile, pa ne zato, ker bi bile državne, ampak zato, ker so prevzele slabe ekonomske modele, ki so jih povsod po evropski periferiji izvajale vse banke, ne glede na to, so bile državni ali pa v tuji lasti. Vidimo recimo primer Grčije, Španije, Portugalske, kjer so bile večino bank v privatni tuji lasti, recimo nemške in francoske banke so tam dominirale in so prav tako ustvarili izgube in prav tako jih je reševala država, kot je pri nas reševala naše banke, pa čeprav so bili v tuji lasti. Tako da ne drži ne eno, ne drugo. Pravite, da so državna podjetja pri nas ustvarila 200 milijonov minusa. Podatki, ki vam so drugačni. Namreč v letu 2013 so ustvarila 393 milijonov dobička, od tega se je približno 1/4 oziroma 100 milijonov steklo v proračun, ostalo je šlo več ali manj v investicije. Tako da očitno se bo mogla po okrogli mizi pogovoriti. Tretjič, pravite, da moramo prodajati, ker smo v dolžniški krizi. Mogoče res, ampak poglejmo številke. Če prodamo po spisku teh 15 podjetij, kar imamo zdaj narejeno, pridemo do tega, da bomo v proračun zbrali 1 milijardo evrov. A veste, kaj je 1 milijarda evrov danes pomeni? Slovenija je zadolžena za 28 milijard, se pravi, lahko dolg zmanjšamo na 27, koliko nam bo to pomagalo, si slikajte sami. Če prodamo vse državno premoženje, ampak tukaj noter je komplet infrastruktura, železnice, avtoceste, Luka Koper, vse, potem mogoče izberemo, tako kot ste vi rekel, 10 milijard po optimističnem scenariju, ampak nam še vse ostane 18 milijard dolga. Kaj bomo prodajali potem? Na to vprašanje vam jaz ne znam odgovoriti. In zadnjič, pogosto slišimo, da bi privatizacija prinesla razvoj in tehnologijo v Slovenijo. Zdaj, tukaj lahko pogledamo dva empirična primera. Prvi je Slovenski Telekom in Hrvaški Telekom. Hrvaški Telekom je bil prodan leta 2002, Slovenski Telekom je ostal v državni lasti. Kako sta se razvijali te dve podjetji? Slovenski Telekom je približno ohranil število zaposlenih iz nacionalnega podjetja, postal regionalna sila in razširil svojo infrastrukturo, da je Slovenija, če se ne motim, tretja najboljša v Evropi po razvitosti telekomunikacijske mreže. Zdaj poglejmo, kaj je naredil Hrvaški Telekom, ki je v lasti Deutsche Telekoma, ki kupuje tudi Slovenski Telekom. Nemški Telekom je v tem času iz Hrvaškega Telekoma odpustil polovico zaposlenih, število zaposlenih se je zmanjšalo iz cirka 11 tisoč leta 2002 na 5500 leta 2014.
Druga zadeva, kot smo slišali zadnjič na nacionalki, ko smo imeli tem debato, na Hrvaškem je infrastruktura kakih 10 do 15 let za slovensko. To pomeni, da imajo široko pasovno omrežje v glavnem po večjih mestih, mobilni internet prav tako po večjih urbanih središčih, medtem ko na otokih, na podeželju in tako naprej, kjer pri nas imamo povsod optiko in povsod široko pasovno omrežje, teh omrežij ni, enostavno zato, ker se pač privatnemu lastniku take investicije niso izplačale. In tak scenarij zdaj grozi slovenskemu telekomu. Drugič, če bi to držalo, da privatizacija prinaša razvoj in pač neko gospodarski razcvet, potem bi bila Jelcinova Rusija cvetoča država, ne pa da je skozi 90 izgubila 60% BDP-ja. Hrvaška, ki je s privatizacijo kakih 20 let pred nami, pa ne bi imela leta 2014 manjši BDP, kot bi imela leta 1980. S tem bi, ker sem že malo dolg, mogoče ponovil samo še dve zadevi, ki se mi zdi ta ključne. Igor Vuksanović je govoril o zavezah Evropske unije. Mislim, da je tukaj treba poudariti na to, da zaveze, ki naj bi jih Slovenija dala Evropski uniji in s katerimi nas zdaj ta drži za vrat, te zaveze so dale slovenske vlade. Torej, slovenske vlade so tiste, ki dajo zaveze v Evropski uniji, zato da odgovornost za nepopularne politike prenesejo ven in potem pač slovensko javnost izsiljujejo s tem, da Evropska unija nekaj od nas terja. Ampak vse zaveze, ki so predane, so prišle s slovenske strani, ne z Evropske unije. Drugič, Andrej Cetinski je upozoril na to, kako je sestavljen slovenski SDH. Res je, imamo 2 člana uprave, bdita nad 11 milijardnim slovenskim premoženjem. In imamo 5 nadzornikov, vse imenujejo koalicijske stranke. Kako bodo kadrirali, smo slišali danes na tiskovki SMC-ja. 3 člane bo dala največja vladna stranka, torej SMC, enega bo dal Desus in enega SD. Se pravi, vsako politiko bomo dobili nadzorni svet SDH-ja. Zakaj je temu tako? Zakaj tam ni delavskih predstavnikov? Zakaj zaposleni niso upleteni v privatizacijske postopke? Enostavno zato, ker SDH pri nas ni bil ustanovljen zato, da bi upravljal državno premoženje, ampak je bil ustanovljen zato, da bi ga razprodal. Hvala lepa, Luka, tudi tebi, hvala lepa. Videli ste, oziroma slišali ste, kaj je bilo povedano. Jaz srčno upam, da če tisti del njegovih besed drži, da imamo širokopasovno telekomunikacijo, da so tudi z vlade slišali, kaj je bilo rečeno. In če so slišali, da so razumeli, da je gospod Cerar od nas, večino nas, ki tukaj smo ga volili, dobil se opravičujem. Se opravičujem, večino vas ga verjetno ni volila. Ampak tisti, ki smo mu dali mandat, da postane dirigent razglašenega političnega orkestra v Sloveniji. Nekateri so pa to napačno razumeli. Če muska ne špila, potem so krivi godci, ne pa, da je treba začeti razprodajati instrumente. Naj zamenja godce, ki fušajo v vseh pomenih te besede in ustavi to razprodajo. Prva stvar, jaz predlagam, da ugotovimo in s tem, kar ugotovimo našo politično voljo, razglašamo, da ustanavljamo gibanje državljani proti razprodaji. A se konstituiramo, a ne? Je večina za to. Ja kažem, ste proti? Povejte, ste proti? Niste. Torej, s tem, da smo ustanovili gibanje državljani proti razprodaji. In to, kar bom čital, sem si napisal, ker jaz na pamet ne znam tako odlično govoriti, ampak vas lepo prosim, da me poslušate.
In lahko bi bilo tudi drugače napisano. In bom zdaj povedal. Mi, gibanje državljani proti razprodaji, postavljamo naslednji ultimat predsedniku vlade Republike Slovenije Miru Cerarju. To predlagam. Naj javno in jasno razglasi spremembo sedanje vladne politike v politiko obrambe pred neoliberalno propagando ter ustrahovanjem tujega kapitala in domačih špekulantov ter prepreči prodajo Telekoma. Sicer bo koordinacija gibanja državljani proti razprodaji. To je ta koordinacija. Ni zdravo. V vseh slovenskih občinah organizirala občinske odbore gibanja državljani proti razprodaji za terenske demonstracije pred vladno palačo, vse dokler Cerar in njegova vlada ne odstopijo ter se zgodijo predčasne volitve. Logistično. Prvič smatram, da smo ustanovljeni. Če smo strahopetci, smo vrli v mačko, jasne? Zdaj, logistično gledano. Logistiko imajo sindikati indijani, tukaj to zadnja vodja enega sindikata, še zbir je prisoten, posebej je šel, pa zdus ima logistično mrežo Slovenije. Oni ne vzpostavljajo logistično mrežo, ampak ime je gibanje državljani proti razprodaji. Zaradi mene je lahko združena levica, ki ne ve, koliko si je še tukaj, ampak ko si bilo precej, je lahko tudi udarna pest, ampak ime ne sme biti tako. Zakaj? Zaradi tega, ker mi bomo združiti vse, tiste, ki so proti razprodaji, ali se imajo, njih imajo za levičarje, desničarje, sredince, ali za neč od tega, karkoli. Treba je združiti vse sile, to je treba razumeti, da ne bo slučajno združena levica delala iz tega političnih, to ni prav. Mi gremo za zmago, mi bomo prepreči prodajo Telekoma, ustaviti Mira Cerarja in tako naprej. Zato, veliko na konci enostavno povem, naj živi naš boj proti kolabrantom in izdajalcem. Naj živi naš boj! Naj živi naš boj! Da, slovensko samostojnost in neodvisnost. Vi premislite s te koordinacije, vi ste prihli. 21. V 4 popoldne, da grejo tudi si končajo delo, so tudi s periferije, nek so revolucionarni. 21. bi naredili demonstracije pred vladno palačo, predlagam. In sicer, če bo Cerar pristavljeno tudi na predat Telekoma, njemu bo toro, ker bo potrebna, ker teh lombujih je še pa še, iz take deljo zdaj, da organizirajo gibanje proti, se pravi, zaraz prodajo, ali pa proti njemu, če ne bo na tu pristavljeno.